pozdravljeni v novi kroniki tedna. Obiskovalci Julijskih Alp in Triglavskega narodnega parka so v avgustu ob koncih tedna lahko koristili brezplačen avtobusni prevoz v dolino Vrata. Osrednji namen organiziranih prevozov je bil prepoznati prednosti umirjanja prometa, ki obiskovalcem omogoča lepše doživljanje in ima manj negativnih vplivov na naravo. V dolino Vrata je bilo skupaj prepeljanih 2894 potnikov. Letošnja akcija umirjanja prometa v dolino Vrata je potekala 3 vikende v avgustu, sicer 2 normalna vikenda, če lahko tako rečem, in pa en podaljšan vikend od 15. do 18. avgusta. Glede na statistične podatke akcije, ki jo že imamo, lahko rečem, da je akcija v celoti uspela. Namreč zavedati se je treba, da je bil vse te dni, kljub temu, da smo izvajali javni prevoz, ki je bil brezplačen in pa brezplačno parkiranje, prometni tok v dolino Vrata odprt. Podatki kažejo, da se je brezplačnega javnega prevoza poslužilo blizu 3000 obiskovalcev doline, še več teh obiskovalcev pa je pustilo tudi svoja osebna vozila zunaj doline, to se pravi na urejenem in brezplačnem parkirnem prostoru v Mojstrani. Gre za to, da v bistvu je ta način javnega prevoza nekoč že potekal, vendar danes obisk doline povzroča velike težave ne samo v prometu, temveč tudi lastnikom parcel in obiskovalcem doline, ki v dolino vstopajo peš ali s kolesom. Z akcijo smo skupaj s partnerji Triglavskim narodnim parkom, prostovoljnim gasilskim društvom Dovje Mojstrana in v bistvu turističnim društvom, Slovenskim planinskim muzejem in pa društvo Dovje Mojstrana Zelena prihodnost ter lastnikom koče pri Peričniku, gospodom Ivotom Skomavcem in planinskemu društvu Dovje Mojstrana pač izvedli na ta način, da smo vse te dneve omogočali javni prevoz, hkrati pa v Mojstrani na posebni infotočki, bom rekel, obiskovalce tudi na nek način ozaveščali s posebno publikacijo, ki jo pripravil TNP, in pa delili posebne eko-vrečke, kjer smo pač ta problem izpostavili in tudi v bistvu vsem obiskovalcem se na nek način, na ta način tudi zahvalili. Kar se tiče statističnih podatkov, naj povem, da je nekoliko več obiskovalcev koristilo javni prevoz iz doline v Mojstrano kot iz Mojstrane v dolino, kar v bistvu tudi posebej veseli, saj nam ta podatek daje tudi usmeritve, da dosti obiskovalcev v eno stran je šlo še vedno peš, v drugo pa potem koristilo javni prevoz. Se pravi, akcija ne bi uspela brez prostovoljcev, ki so vseh teh 8 dni namenili svoj čas akciji, za kar se jim iskreno zahvaljujem. Hkrati pozivam vse obiskovalce doline, da v bistvu še naprej dolino obiskujejo peš s kolesom ali se pač poslužujejo javnega prevoza in pa vozila pustijo doma. Dokler projekt v celoti ne bo zaživel, je v bistvu to spet ena izmed akcij ozaveščanja obiskovalcev in pa vseh dejavnikov, ki so vključeni v projekt, zato da bi čim prej prišli do končne rešitve. To je do vzdržnega prometnega režima, ki bo dolino razbremenil, hkrati pa obiskovalcev nudil tudi tiste čudovite naravne občutke, ki jih ta dolina ponuja. Nekaj je tudi nove prometne signalizacije. V zvezi s projektom smo tudi se lotili prometne ureditve. Najprej smo to ureditev pričeli pri naselju Mojstrana in sicer, če gledamo iz naselja Mojstrana proti Vratom, bomo pač omejili dodatno promet s prometno signalizacijo. Pri tako imenovani cesti, ki se spušča proti Fabriki, rečemo domačini, je nameščen merilnik hitrosti vi vozite. Namreč iz spodnje strani, iz območja Fabrike na glavno cesto prihaja veliko vozil in tam je nevarnost, da pride do kakršnega koli naleta. Hkrati pa je v tej fazi tudi izdelava projekta za dokončanje pločnika šolske poti, ki poteka sedaj samo do Planinskega muzeja, odslej naprej pa bomo v skladu s projektom pločnik nadaljevali tudi do Fabrike. Naslednja stvar, ki pa smo jo uvedli, je pa števec obiskovalcev doline. Se pravi, števec je nameščen pri tem ožjem vstopu v dolino, pri mostu čez Bistrico oziroma pri zadnji hiši, kot domačini rečemo pri Rosu. Gre za to, da števec v bistvu šteje število vozil, ki vstopajo v dolino. Namreč ugotovili smo, in to na viden način, da števec, ki je bil do sedaj postavljen, in pa številke, pravzaprav samo nam, ki se ukvarjamo s tem projektom, niso dovolj. Namreč ljudje težko verjamejo, da ob, bom rekel, najbolj obremenjenih vikendih v dolino na dan vstopi tudi 2000 ali več vozil. Samo za primerjavo, te 3 dni, ko je števec postavljen med tednom in ko vreme ni bilo
ravno najboljše je dnevno vstopilo v dolino več kot 500 vozil. Se pravi, številke so tiste, s katerimi želimo tudi ozavestiti in pa nekako vzpodbuditi vse ostale dejavnike v projektu, ki še mogoče malo nihajo med tem, v katero smer bi ta projekt šel, da so številke res take, bom rekel, tako visoke, ki v bistvu res projekt in pa ves režim prometni, ki bi ga radi uredili, pelje v to smer, da časa več ni in da v bistvu je 5 do 12, bom rekel, tista ura, s katero se je treba, bom rekel, osredotočiti na to, da projekt zapeljemo do konca in ga v 2 do 3 letih tudi, bom rekel, v praksi takega, kot je zastavljen, začnemo izvajati. Tovrstne akcije bodo nadaljevali. Tako je ta akcija in pa vsi ti ukrepi so sigurno ukrepi, ki projektu dajejo nov zagon do končne rešitve in vsekakor bomo vsi partnerji v projektu, za kar se jim še enkrat zahvaljujem, nadaljevali z vsemi postopki, da dokončno uredimo promet v dolino Vrata. Prav v dolini Vrata je lansko poletje potekal prvi promocijski dan umirjanja prometa. Zaradi pozitivnih izkušenj tako obiskovalcev kot tudi lokalne skupnosti pa sta bila dneva umirjanja prometa 6. julija organizirana še na cesti v Ukancu Bohinju in na cesti na Mangartsko sedlo. Z organiziranim javnim prevozom je bilo iz Loga pod Mangartom do Koče pri Mangartskem sedlu in nazaj prepeljanih več kot 600 obiskovalcev. Spremenjen prometni režim pa so pozdravili kolesarski navdušenci, saj se je ta dan na Mangartsko cesto povzpelo nekaj manj kot 200 kolesarjev. V Bohinju se je z brezplačnimi organiziranimi prevozi prepeljalo okoli 2500 potnikov, ob tem je bilo še 1049 obiskovalcev, ki so koristili brezplačen prevoz z ladjo. Aljaževi dnevi so ta konec tedna zaznamovali kulturno dogajanje v vaseh pod Triglavom. Člani domačih društev so znova pripravili zanimiv program v Mojstrani, na Dovjem in v Vratih. Na petkovem slovesnem odprtju Aljaževih dni je zbrane pozdravil tudi podžupan občine Kranjska Gora Bogdan Janša. Pred 130 leti, tako kot je Marcel povedal, je na vas Dovje prišel tudi Jakob Aljaž. In v teh Aljaževih dnevih se spominjamo tudi tega dela, ki ga je pravzaprav začel marsikatero delo, postavil temelje za marsikaj in eno izmed teh del, pa teh njegovih, bom rekel, vizij, ki jih imel je tudi Dolški oder. Tako da v bistvu sem vesel, da tudi, bom rekel, ta dom nosi njegovo ime. Zdaj, jaz bi se v bistvu še enkrat vsem članom društva, ki skrbite za izvedbo Aljaževih dni, izjemno dobro izvedbo rad zahvalil. Zdaj, nekaj sem povedal tudi v preteklosti pa sedanjosti, nekaj pa tudi bodočnost. Ponavadi bodočnost povežemo z mladimi, pravimo, da na mladih svet stoji in jaz verjamem, da nam bo danes Nejc povedal, kako ta svet stoji na mladih. V bistvu lahko smo ponosni, da imamo v naših krajih tudi nekoga, ki je, če sem prav prebral, iz naravoslovne sfere preskočil v umetniško, kulturno sfero in se prav veselim, da ga bom danes poslušal. Tudi sam sem s posebnim zanimanjem danes tudi tukaj, bom rekel, ravno zaradi tega, ne samo zaradi tega, tudi ponosen na to, da ga imamo v naši družbi. Vsem skupaj želim en tak lep Aljažev podaljšani vikend, čim več obiska na prireditvah in pa s tem tudi uradno odpiram Aljaževe dneve. 27. Aljaževi dnevi so se v Vratih zaključili v prekrasni kulisi, seveda naših naravnih lepot oziroma Triglavskega pogorja. Začeli pa so se prav tako s planinami, ampak v Slovenskem planinskem muzeju. Lahko rečemo s predavanjem, ki je bilo zelo zanimivo z naslovom Aljaževci, torej sodobniki, ki so Jakobu Aljažu pomagali tako ali drugače na različnih področjih. Potem seveda je bil tudi na sporedu v Slovenskem planinskem muzeju film Naš Triglav, ki je obudil spomine na marsikatere dogodke iz preteklosti in tudi dan današnjih dni. Petkov večer je bil zaznamovan predvsem z gledališkimi deli, kajti gostili smo domačina iz Mojstrane, Nejca Ropreta, sicer poklicnega igralca SNG drame Maribor. Predstavil se je tudi v monologu, ki ga je sam sestavil z naslovom Čakalnica. Sobotno dogajanje pa se je začelo že zelo zgodaj. Ob 7. uri zjutraj so se namreč pohodniki zbrali pred Katro na Dovjem in se odpravili na tradicionalni Gustanov pohod.
Ob 10. pa so tisti, ki so želeli, rajžali po poteh triglavskih pravljic. Po poteh bajeslovja, legend, pravljic in resničnih dogodkov, ki so se pred 200 ali 250 leti resnično zgodili v naših krajih pod Triglavom. Osrednji dogodek pa je bil na trgu Olimpijcev v Mojstrani. Za sladokusce klasična glasba, prvi tovrstni poizkus kulturno-umetniškega društva Jaka Rabič, za katerega verjamemo, da se bo še ponovil in da ga bomo nadgradili in oplemenitili. Naslov koncertnega dogajanja na trgu Olimpijcev je bil Najlepša dela klasike in romantike. V vratih pa Johann Sebastian Bach za vse generacije. Lahko rečemo, da smo vsi, ki smo sodelovali pri Aljaževih dnevih, torej vsa društva, Planinsko društvo Dovje Mojstrana, potem Turistično društvo Dovje Mojstrana, Gorska reševalna služba Mojstrana, Župnija Dovje, Kulturno-umetniško društvo Jaka Rabič in vsi ostali, ki so nam tako ali drugače pomagali, sponzorji, donatorji in seveda občina Kranjska Gora, zadovoljni z letošnjo že 27. izvedbo Aljaževih dnevov. Novo šolsko leto je tik pred vrati. Jutri bodo šolarji znova sedli v šolske klopi, a tudi med počitnicami na osnovni šoli Josipa Vandota Kranjska Gora niso počivali. Tako je. Mi bi se res zahvalili občini, da je dala sredstva, namreč prenovljene so sanitarije v starem delu vrtca, zelo so lepe. Poleg sanitarij smo tudi dali 2 rekuperatorja za to, da bo še bolj čist in svež zrak. Dali smo tudi eno napravo za čiščenje nočnih posod, torej to, da bodo najmlajši imeli res tak standard, kot je potrebno. Celoten vrtec je tudi na novo prebeljen. Tudi v Ratečah, v vrtcu Rateče smo morali sanirati izpuščanje vode, tudi to smo uredili, tako da smo v vrtcu res dobro se pripravili na prihod najmlajših otrok. Moramo reči, da imamo zelo veliko otrok, imamo 114, kar je 12 otrok več kot lani. To nas zelo veseli, to bo pozneje tudi se v šoli poznalo. Tudi pripravili smo se, nekaj novega pohištva je, vse je počiščeno. Dostikrat pozabljamo tudi na tehnično osebje, na čistilke, ki čez poletje res zglancajo šolo in vrtec, tako da se tudi njim lahko samo zahvalimo. Bo zaradi tega, zaradi povečanega števila otrok tudi nova skupina ali jih boste prerazporedili v že obstoječe? Moramo reči, da smo popolno polni in da zaenkrat smo z občino dogovorjeni, da ostanemo na enakem številu skupin, torej 7 skupin. Je pa res, da tudi med šolskim letom prihajajo otroci, tisti, ki so zdaj pravzaprav šele nekaj mesecev stari. Mi jih imamo na seznamih, vendar so praktično že nad normativom. Mi lahko povečamo normativ za 2 otroka in to smo tudi storili, zaprosili občino. Je pa res, da bi bilo morda dobro tudi še odpreti vrtec še za eno skupino, če bi res želeli delati zelo strokovno, tako kot je potrebno. Seveda, zdaj so najbolj na trnih verjetno prvošolci, še nekaj dni jih loči od vstopa v šolo. Kdaj naj pridejo, koliko jih bo letos na kranjskogorski šoli? Ja, mi se zelo veselimo prvošolčkov, to je praznik za šolo. Letos jih bo vpisanih 22, pridejo v šolo v ponedeljek ob 9:30, za njih pripravljamo poseben program. To je kot en protokol, ko pridejo skozi vhodna vrata, morajo čez eno oviro. Na to grejo v razred, spoznajo obe učiteljici, starši se pogovorijo še z eno učiteljico, pa svetovalno delavko. Okoli 10. ure nas bodo obiskali tudi novinarji. Veliko bojo tudi dobili nekih daril, rutice okoli vratu, pride policist. Na to nadaljujemo z igrico v naši zgornji avli, tako da bojo zaključili dan na en lep način. Vem, da se starši tega zelo veselijo, tudi mi se veselimo. Naj bo to en krasen dan za starše, naj grejo z otroki tudi po tem uvodu še malo z njimi, naj se veselijo začetka šolanja, z njimi bomo 9 let in postorili bomo res vse, kar je v naši moči. Kdaj ne pridejo preostali šolarji? Ostali bodo prišli ob 28, prilagodili bomo prvi dan tudi šolski avtobus. 2 uri bodo imeli pouka z razrednikom, 2 uri pa po urniku. Torej učenci dobijo že urnik, ključev maric, spoznajo, predvsem tisti, ki grejo s 5. v 6. razred, tudi predmetni pouk. Spoznajo tudi novo učiteljico za glasbo, tako da bo prav zanimivo. Dobro smo se pripravili,
kot pravim, tudi danes imamo izobraževanje za delo z različnimi učenci, vedno bolj bomo individualizirali delo in spoštovali te razlike med otroki in verjamem, da bodo vsi uspešni. Želimo, da bodo vsi otroci z veseljem prišli v šolo. Vem, da ne bo vse idealno, tudi bodo slabe ocene. Sam naš cilj je, da bodo imeli dobre ocene, da se veliko naučijo, da bodo v pozitivnem okolju, v varnem okolju in da bo šola jim res veliko nudila. Pojdimo še na osnovno šolo 16. decembra Mojstrana, kjer je prav tako vse nared za novo šolsko leto. Prav tako so med počitnicami opravili nekaj nujnih del. Na osnovni šoli 16. decembra Mojstrana smo med poletjem oziroma že na začetku poletja obnovili oziroma preplastili streho nad našo kuhinjo. In pa pri vhodu v šolo smo tudi naredili novo streho, tako da bomo zdaj vhod lepo pokrit in da nam ne teče več in ne kaplja v garderobe. In kdaj naj jutri učenci pridejo v šolo? 2. septembra začnemo normalno ob 8:15. Za vse otroke od 2. do 9. razreda, prvošolčki pa bojo šolska vrata prvič prestopili ob 10. uri. Kot vsako leto pripravimo kakšno igrico, ki jo pripravijo naši učenci. Obišče nas tudi policist in pa seveda otroke malo drugače pogostimo s kakšno dobro malico. Že septembra pa jih čaka kar nekaj dela. V tem šolskem letu v bistvu ne načrtujemo nekaj velikih bistvenih sprememb. Nas pa že v septembru čaka veliko dela, saj je šola v naravi za učence 5. razreda na morju, na Debelem rtiču. V 3. tednu v septembru pa pripravljamo gorniški tabor v Vratih in pričakujemo naše prijatelje, goste iz Srbije. Mladinski odsek v planinskem društvu Gozd Martuljk in Center za pomoč mladim Kranjska Gora sta za otroke od 4. do 15. leta tokrat znova pripravila prireditev Igrajmo se v rutah. Drage gledalke in gledalci, zdaj prelistajmo še koledar prireditev. 40. srečanje treh dežel na Tromeji bo v nedeljo. Ob 8. bo začetek pohoda izpred gostilne Šurc v Ratečah. Ob 12. se bodo srečali župani treh sosednjih občin, za zabavo na slovenski strani pa bo poskrbel ansambel Pogum. Za pijačo in jedačo bo poskrbljeno. Kolesarski juriš na Vršič bo v soboto, štart bo ob 11. Kolesarji pa se bodo podali na 13,5 km dolgo progo na vrh prelaza. FIS poletna velika nagrada v nordijski kombinaciji bo v Planici potekala prihajajoči konec tedna. Po preizkušnjah v Nemčiji in Avstriji se bodo preselili v Planico, kjer bo z 2 posamičnima tekmama na sporedu finale sezone poletne velike nagrade. Ogled tekem bo brezplačen. Drage gledalke in gledalci, toliko smo pripravili za tokrat. Želim vam prijetne dni, ki so pred nami, šolarjem seveda uspešen začetek novega šolskega leta in nasvidenje do prihodnje nedelje. Pa srečno!